profesor, agrarni ekonomist, vodja katedre, predsednik društva agrarnih ekonomistov. To vsebinski del je, vsebinsko delo se je razširilo iz razvoja podeželja knjige vrednosti. Vse bolj ga vabijo za, bom rekel, nekega strateškega vodničarja, tako da ta teden ima že drug tak uvod, ki je bil na neformalnem srečanju, je na ministrom razlagal o urbanem okolju, in pa je samo zaploskal, zdaj ne vem, ali je bil izkaz. Sam da bi konc. Sam da bi konc, ne. Evo, mikrofon je tu. Hvala. Ja, hvala lepa, tole danes bo precej bolj prijetno in sproščeno druženje. Sam naslov tega ne obeta, ne? Ampak ta naslov mi je bil nekako dodeljen, ne? Začel bom z, bom rekel, arhetipom diverzifikacije na podeželju. Mi imamo svojega, kako bi temu rekel, maskoto, ne? Ki je pač iz literarnega sveta, ki nas je popeljal v tole smer diverzifikacije, ki je pravzaprav zelo pogosta strategija na podeželju. Zakaj, ne? Kaj so motivi in kako, kakšne oblike poznamo, in to bomo pa zdaj malo naprej se ogledali. Pri tem si pa zelo pomagam z enimi rezultati, za katere je bilo bolj prav, da bi jih kazal Andrej, ker je imel na to temo, kaj se Andrej. V redu. Ki je na to temo imel raziskovalno nalogo. Z definicijami nekako bomo opravili zelo hitro, zaradi tega, ker je že Emil pred mano pravzaprav navedel eno od, ne. Če bi se šel majčkeno ekonomista, ne, bi rekel, da tukaj gre za izrabo resursov, ki jih imamo, se pravi, bodisi na kmetiji, bodisi pač vsak od nas, in bodisi niso zadostno izrabljeni, bodisi jih lahko, kako bi rekel, bolje unovčimo, ne. Se pravi, ne gre toliko za, se pravi, gre za tako imenovano ekonomijo povezanosti, economies of scope, ne. In če gledamo pa ozko, današnji dogodek je bolj temu namenjen, se pravi, diversifikacije na lokaciji kmetije in potem v neki vertikalni, se pravi, verigi ali pa v neki horizontalni mreži povezovanje. Govorimo bodisi o razširitvi osnovne dejavnosti, se pravi, to kaskado dodajanja vrednosti opraviti na lokaciji kmetije, ne, ali lahko tudi usmeritev čez neko novo, čez neko kmetijsko dejavnost, ne. Ponovadi je to povezano z takšno ali drugačno tehnološko ali netehnološkim inoviranjem. Nisem vedel, da sem še to imel. Dobro. Več o pravnih oblikah, jaz verjamem, da bo potem Andrejka povedala, ne. Pa tudi, ampak tudi Emil je prej omenil, imamo več možnosti, a ne. Se pravi, tista, ki je Martinu Krpanu ljuba, a ne, se pravi, tista, ki mu daje dovoljenje za angleško sol in s tem povezane ugodnosti, a ne, je pač, se pravi, če se ukvarjamo z eno od dejavnosti iz nabora, ki pač je naveden v uredbi, potem lahko registriran kot fizična oseba, nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega gospodarstva, dopolnilna dejavnost ali, ne, če je kakšna druga dejavnost, ali pa tudi, če, ne vem, gre za neko širšo opravljanje dejavnosti ali pa iz takšnih ali drugačnih motivov, lahko to isto opravljamo tudi v okviru gospodarske družbe, ne. Ja, in danes bomo obravnavali ne zgolj dopolnilne dejavnosti, vsaj v okviru tega mojega pač izvajanja, ampak tudi onkraj tega, ne. In pa predvsem bom majčkeno poskusil pogledati naprej, se pravi, do kam smo prišli in kakšne priložnosti se nam odpirajo naprej, ne. Predvsem, in mislim, da je to zadeva, ki jo v Sloveniji moramo še bolj poudarjati kot drugje, vloga koristi povezovanja, ne. Dobro, to so zdaj napovedane pač rezultati na raziskave, ki niso
moji, ampak so pa iz biotehniške fakultete. Ampak samo tako, majčko za občutek. Se pravi, zdaj tukaj v tem pregledu so zajeta zgolj kmetijska gospodarstva z dopolnilno dejavnostjo. In tukaj vidimo, se pravi, 1400, se pravi, tam vsaka 12. kmetija v Sloveniji se s tem ukvarja, razširjenost po Sloveniji je pač različna, najbolj pogosta so storitve s kmetijsko pač in gozdno mehanizacijo, potem imamo tole rumeno predelavo kmetijskih proizvodov. Tisto, kar je, kako bi rekel, na prvo žogo, turizem na kmetiji ni, se pravi, toliko na prvo žogo v statistiki, pa vendarle tam je nek na 3. in 4. mestu. Samo toliko, da mečkam, se pravi, si ustvarimo slike, razširjenosti in kako se te stvari po Sloveniji med seboj razlikujejo. Ja, občutek, da je. Dobro, dinamika. To je dinamika 3 let, pač bomo imeli potem še na mečkem daljši časovni vrsti, ampak tako ne, se pravi, to je tistih 4500, par let nazaj, 4 leta nazaj, in več dopolnilnih dejavnosti registriranih na pač ravni kmetije ponovadi, in potem čist neke, bom rekel, pravila, ki so povezane s tem, se pravi, da lahko, se pravi, neko dejavnost zgolj v eni pravni obliki na kmetiji opravljamo. Tole je dinamika 10 let, ki je precej bolj dramatična, in ljudje tega ne bi počeli, če ne bi bilo to racionalno, Tako da je tole ena taka slika, se pravi, koliko hitro se ljudje zadev lotimo, če so smotrne za nas, Da si tudi majčkeno predočimo, ali so kaj dosti drugačne te kmetije od ostalih, Tukaj je skupina kolega Udovča nam pokazala precej prepričljivo, da po strukturi rabe kmetijskih površin absolutno ne, ali je več v hribih, več dolini, bi razlike, so pa večje, Saj, to je verjetno razumljivo, tudi zaradi tega, ker je pač opravljanje dopolnilne dejavnosti povezano z vendarle nekim, bom rekel, kapitalskim vzvodom, ki ga moramo ustvariti. Gre za investicijsko in delovno precej intenzivne zadeve, tako da nas verjetno ne bo čudilo, da so pač kmetije, ki se s tem ne ukvarjajo, da so pač malo večje, In tega se lotevajo mlajši. Tole sicer, tale slika, to mogoče majčkeno zamegli, naj vas, kako bi rekel, ne zanese. Tukaj so, se pravi, ta zgornji tabeli so samo kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, Vemo pa, da pač, če bi povzeli presek kmetije, pa koliko blizu 60 gremo, No in, se pravi, 10 let mlajši v povprečju so nosilci kmetijske dejavnosti in četrtinski delež žensk, Tako da je to kar malo drugačna slika kot splošna slika slovenskih kmetij, Dobro, razlogi. Slika pove pač svoje, pa mi pa majčkeno še zadev probamo razčleniti, Ena zadeva je pač jasna, se pravi, vemo, nesrečna značilnost primarne kmetijske proizvodnje, se pravi, nizka elastičnost povpraševanja ponudbe, potem bolj kot ne stagnira povpraševanje, vloga oziroma mesto primarne kmetijske proizvodnje v pač verigi je pač tako, da je nismo ravno, kako bi rekel, ne moremo narekovati cen in vse to pravzaprav ustvarja dohodkovne pritiske, gre za zelo pač trge, kjer so nihanja velika, tako da so pač dohodki nestabilni in imajo tako nesrečno tendenco nižanja,
kar pomeni, hkrati se zelo mehaniziramo možnosti, se pravi, za bolj učinkovito upravljanje potem za uporabo informacijske tehnologije, se tako dramatično širijo, ne, se pravi, hočem reči, da imamo resursa, ki se mu reče delo, znanje, vse več na voljo, ne, primarna proizvodnja nam pa ne nudi zadostnega dohodkovnih možnosti, tako da zagotovo je ta dohodkovna in zaposlitvena po eni strani nestabilnost, po drugi strani pa priložnosti, ki prinašajo dopolnilne dejavnosti, so vabljive, ne. Na strani povpraševanja je enako, ne. Se pravi, ne vem, se pravi, v torek sem govoril o tem, kako se podeželski prostor se je funkcionalno transformiral, je veliko bolj prostor porabe kot prostor proizvodnje. Kmetice mogoče ne bodo pač, ali pa ne boste toliko soglašali s tem, ostali podeželani ali pa tisti, ki vsaj pač pridejo večkrat na rekreacijo ali pa na počitnice, pa zagotovo. In to prinaša pač, bom rekel, poslovne priložnosti za nosilce dopolnilne dejavnosti v turizmu, predelavi kmetijskih proizvodov in podobno, ne. Demografske in družbene spremembe, staranje prebivalstva, storitve, socialne storitve in podobne zadeve, ne. Potem zadeva, ki je COVID en tak močen pospešek dal, ne. Se pravi, ta, bom rekel, že kar družbeno zaželenost ali pa nuja, se pravi, lokalne oskrbe, potem neposrednega stika z pač ponudnikom, sledljivost in na konec koncev, se pravi, ko prehajamo iz osnovne kmetijske proizvodnje do, se pravi, po tej kaskadi dodane vrednosti, vse manj prodajamo produkte, vse bolj prodajamo doživetje, ne. Se pravi, vstopamo v čist nek novo polje, če hočete, dejavnosti, ne. Potem imamo tukaj nove tehnološke možnosti, imeli prej omenil biogospodarstvo, jaz tega ne smem, ker potem govorim pol ure samo o tem. In bom še zadnjo pravzaprav, ki jo tudi, bom rekel, kmetje doživljajo kot nekaj, kar je žal nujno, ni pa prijetno, se pravi to, da je toliko opravka z, bom rekel, subvencijami, subvencijskimi vlogami, inšpekcijami, ne vemo, kaj bo v naslednjem programskem obdobju, potem se kregamo, pretepamo, prerivamo, ne. In to je, jaz mislim, da večini nas, kako bi rekel, neprijetno, ne. Tako da dopolnilne dejavnosti pravzaprav da možnost, da se osamosvojiš od te bitke in od te negotovosti, ali bojo subvencije še zmeraj take, da bo pač moja kmetija lahko, ne vem, plačevala pač kredite za kakorkoli. Dobro, koristi torej. Kot sem že rekel, gre za učinkovitejšo rabo resursov na kmetiji, gre za to, da se pravi, diversifikacija, mislim, da sem to že prejšnji teden omenil, je zelo jasna tudi strategija upravljanja s tveganji, razpršimo, se pravi, prodajne trge, prodajne poti, povečamo likvidnost, ne, na kmetiji, tako da so to pač neke koristi. Še zdaj že naprej, bom to hitro. Ne, pogosto smo tako. Bom probal hitro, večkrat to pa tudi ne. Dobro, potem, ko se približujemo, se pravi, oziroma ko imamo neposreden stik s kupci, tudi majčkeno bolj, ali pa bistveno bolj se moramo vživeti v vlogo mojega kupca, ne. Kot če zgolj pač oddajam zadrugi mleko ali pa pač mi šleprem odpeljejo hlode, ne. Tako da je in to te tudi majčkeno bolj senzibilizira, ne, za priložnosti, ki so še neizkoriščene, ne. Tako da je z tega vidika tudi, bom rekel, to korist tudi vidim, ne. In konec koncev ponavadi, ne, ko hodimo študenti po kakšnih takih navdihujočih primerih, ne, vidimo samozavestne, zadovoljne, izpolnjene ljudi, ne.
In to pa verjetno ta glavna zadeva. Tako da je, in to ponovadi dela, to je način življenja, to ni poklic, ne, tako da to boste tudi zmeraj slišali, ne. In to zelo iskreno. Dobro, odziv skupnosti, prej smo govorili o povezovanju, o tem, kako, ja, se pravi, je to dejavnost v interakciji s prostorom, v interakciji z vasjo, ne. To lahko pripelje resonanco, ne, se pravi, posnemanje uspešnih modelov ali pa imamo neko nosilno, enega pionirja ali pa neko nosilno zadevo, kozjansko pa turizem recimo, ne. Je en tipičen primer, kjer je to posnemanje in to, kako so se vezali na po četrtek pravzaprav pripeljali do tega, da je to postala ena zelo resna podeželska turistična destinacija, lahko se pa zgodi, da kanibalizem, ne, kolikor med seboj ne komunicirajo, se ne povezujejo in ne pripeljejo več gostov, ampak jih en drugemu odzemajo, je učinek negativen. Potem lahko tudi možen negativen odziv lokalne skupnosti, sploh kadar gre za kakšne take močnejše posege v prostor. Sam prihajam iz ene vasi, ki so zgradili bioplinsko elektrarno in ta bioplinska elektrarna je danes spet vzpostavljena na primarno stanje, ne, zaradi odpora lokalne skupnosti. Prej sem rekel, dopolnilne dejavnosti so povezane z inovacijami. Večja inovacija, bolj ko se večja poslovna priložnost in hkrati je tudi večje tveganje. Če se lotevamo dejavnosti v kakšnih, bom rekel, za kmetijstvo neobičajnih panog, pa sem imel recimo pri socialnih storitvah, recimo 10-15 let nazaj, tisti, ki se tega lotil, je oral ledino, ne, in je bilo tudi več administrativnih ovir in tveganja, zato ker je bil prvi, ne. Biti prvi ima svoje, tako bi rekel, ja, je treba biti kar pripravljen na kakšne stvari, ki jih niste pričakovali, ne. Dobro, kaj bi še tukaj? Mogoče tale, sploh tam, kjer gre za kakšne lokacije, ki so, bom rekel, turistično zanimive, ne, in to lahko potem za sabo potegne cel življenjski cikel razvoja turizma, recimo v regiji pritisk na cene nepremičnin, ne, lahko pripelje tudi do precej negativnih stranskih učinkov, recimo za, bom rekel, staroselce, za mlade staroselce, ne. Govorimo o višanju cen nepremičnin na takih lokacijah, ne. Dobro, sej, sem blizu konca, ampak tale del, tukaj bi mogoče zdaj majčkeno znižal obrate, ker se mi zdi pa pomemben in če nam je do sem, vidite, da je dinamika, se pravi odločanja za diverzifikacijo na kmetijah, bom rekel, solidna, precej solidna, ne. Bom pa rekel, da je te koristi povezovanja in teh multiplikacijskih učinkov, ne, da tukaj pa so še, bom rekel, neizkoriščene možnosti, ne, zato bi zdaj tukaj s tem pravzaprav bil ta del zadnji in mogoče bistven mojega izvajanja današnjega, ne. Se pravi, tole je čisto tak, bom rekel, shema, kateri so vse dejavniki zelo splošni, zelo generični, niso vezani zgolj na dopolnilne dejavnosti, ki nas motivirajo za to, da se v naših, bom rekel, gospodarskih aktivnosti med seboj povezujemo, ne. So čisto denarno merljivi stroški, so stroški prihranka s časom, ali pa da se ukvarja z recimo trženjem profesionalci, nekdo, ki zapolni delovni čas in mogoče z več talenta, kot jaz to dela, ne. Potem so tukaj taki čisto notranji dejavniki, kjer imamo včasih lahko čisto neke resne ovire, zavire, ne, navade, zaupanje, če hočete, ne. Ta notranji pa družbeni pravzaprav se med sabo majčkeno, bom rekel, prepletata, ker je to povezano s
socialnim kapitalom, z nekimi normami, se pravi z neko kulturo sodelovanja, medsebojnim zaupanjem in tem stvarmi. In so to precej dolgotrajni procesi družbeni, se mi zdi. In tukaj nekako razredov ne moramo preskakovati, se mi zdi, da te zunanje, ki so pač merljivi, hitreje kot ti, ki so povezani z bolj nekimi takimi intrinzičnimi, pa če hoče psihološkimi dejavniki. Pristopi, o tem je bilo kar nekaj govora, tudi že prejšnji teden, Peter Losner nas je tukaj večkrat provociral, to zadevo, pa sem rekla, prav spodaj navzgor, od zgoraj navzdol, kdaj boš zgoraj navzdol in tako naprej. Pogled, kaj se dogaja v Sloveniji, čisto večkrat na primerih. Se pravi, pa potem je še Emilija govorila o lokalnih herojih. Ja, imamo pri nas, bom rekel, kar nekaj takih primerov, pa imam tukaj, ne vem, Krajinski park Kolpa, pa če ne bi bilo Borisa Grabrijana, ne bi nekako bila to ena taka zgodba, ki je po vsej Sloveniji nekako kar dobro poznana. Potem imamo eno zadevo tamle prekmursko, ki je pač že dolg časa prisotna, ampak nekako je neizkoriščen potencial, se mi zdi. Ta diši po Prekmurju je bilo v 90-ih letih nekako en tak velik up za Prekmurje kot gastronomsko regijo. Bo Danč povedal zdaj, kako se ti zdi, zadeva malo, vidimo je več to, vidimo veliko Kovdine, ne vidimo pa veliko diši po Prekmurju. Ok, ampak pustimo. To so zelo heretični stavki, prosim. Pedro, bomo prvi profeta. No. Ja, to zadevno, se pravi, je tudi, bom rekel, najprej raziskovalci, pa politika to kar hitro prevzela, recimo v kmetijski politiki, ta pristop, bom rekel, izgradnje družbe, izgradnje kulture sodelovanja, za temi glas, z lokalnimi akcijskimi skupinami, nekako poskuša ta pristop, se pravi, vključujoč in nekako, da lokalne skupnosti same nekako zaznajo svoje koristi, svoje skupne zgodbe in jih potem z javnim denarjem podprto tudi nekako uresničujejo. To je ena možnost. Potem druga, Petrova, najprej, ja, se pravi, problem teh zgodb je, da ostajajo majhne, da nekako, da vendarle rabiš ti en, bom rekel, spet nek vzvod, tudi malo javnofinančen, ali pa da ti tudi neke nosilci politike, recimo na nacionalni ravni, neka pravila postavljajo in neke tudi finančne mehanizme, se pravi, da imaš, ali pa, ne vem, recimo regionalne razvojne agencije kot nek podaljšek države, ja, da dajo neke strokovne izhodišča, da dajo neke finančne mehanizme in da potem od spodaj navzgor pa potem se razvijajo zgodbe. Potem skupinski pristopi so lahko bodisi ozemeljsko definirani, recimo kot imamo zdaj s temi našimi izbranimi kakostmi in za pač izgradnjo brenda slovenske hrane, ali pa vertikalno. Primer, zdaj tukaj je povožen, gledate Ivančiča, mogli bi pa gledati za sliko, mislim, da so seneni, se pravi, izdelki senenega mleka slovenskih kmetij. Tako. Dobro. Organizacijske oblike, se pravi, poznamo eno, se pravi, socialna inovacija, rekli zadrugi. Ta socialna inovacija od Janeza Evangelista Kreka ni lih inovacija, jo pa ponovno vedno znova odkrivamo, kako je to fajn. In ja, je pa čisto racionalna, gre za skupno organiziranje poslovnih procesov, bom večkrat dal eno kost za glodanje mogoče Tanji, ne zgolj v nekaj komercialnih dejavnostih, recimo, če šli na Nizozemsko, kmetijsko-okoljski ukrepi se vsi izvajajo v okviru okoljskih zadrug. Se pravi, enega povezovanja, ki tudi prinese potem, bom rekel,
spet nek multiplikator, ker so območja povezana v nekih kmetijsko-okoljskih praksah in tudi za okolje bolje. Ne? Dobro. In neformalno sodelovanje. Koristi, sinergije, multiplikatorji in so pa tudi določena tveganja s tem povezana. Ne bom zgubljal besed o tem, kaj so pač neke, kaj se da iz dobrih primerov vam potegniti, kaj jih povezuje, ampak bi pač tukaj samo še navedel, potem, ker bodo slajdi na voljo, se lahko majčkeno poskrolate sami, par primerov, ki jih pravzaprav verjetno vsi poznamo, ne? Ampak tako, da iz tega mojega generičnega izvajanja, da vidimo, da nekaj primerov povezovanja v diversifikaciji na podeželju v Sloveniji že imamo. Ne? Toliko. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Jaz mislim, da bo. Samo na kratko, kar se podatkov tiče, v okviru priprave teh naših analiz za strateški načrt smo pripravili tudi analizo dopolnilnih dejavnosti, tako da imamo podatke do leta, vključno z 2020. Te podatke sicer zdaj sem na hitro pogledala, na prvem mestu je zdaj že zadnja leta turizem, potem pa mogoče proizvodi povezani z lesom na tretjem mestu, tako da te podatke lahko potem tudi imamo objavljene na spletu, lahko jih pa tudi posredujemo, ker smo slišali zdaj, da nekako turizem je bil leta 2018 še na tretjem mestu, zadnja leta pa to postaja mogoče bolj zanimivo. Hvala. Še kdo? Hvala. Torej, malo bi še dopolnil glede teh raznih oblik sodelovanja, še projektno sodelovanje, a ne? Na ministrstvu smo uvedli na novost, to je pač skupina kmetov, ki sklene pogodbo za posamezen projekt. In druga stvar je, da recimo pri teh neformalnih oblikah sodelovanja je zelo močno prijelo razna društva, a ne? In ki pa je v bistvu problematično, zato ker ta društva imajo drugačno nadzirano kot tujini, a ne? Mi bi morali zakon o društvih spremeniti. Društva so se močno prijela, vendar društva niso v bistvu, ne morejo kandidirati na razpise ravno zaradi tega, a ne? To bi morali stvari tudi spremeniti, verjetno.